Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji brifing velike nagrade Azerbajdžana. Skupaj bomo skušali razumeti vse tiste pomembne iztočnice pred začetkom dirke v Bakuju. Tudi danes se bomo kot običajno ustavili najprej pri rezultatih kvalifikacij, nato si bomo ogledali ritem ter telemetrične podatke in na koncu v tretjem delu bom podal tudi moje osebno lastno videnje glede možnih strategij. A začnimo na samem začetku s tistim, kar se je zgodilo na kvalifikacijah. In ne moremo mimo dejstva, da je Lando Norris bil porazen. Izpadel je v prvem delu kvalifikacij. Verjamem, da marsikdo se bo našel, ki bo dejal, saj so bili krivi drugi, ki so povzročili to, da je Norris ostal brez hitrega poizkusa. A pri ostalih pretendentih kaj takega ni bilo videti. Norris je bil edini izmed vodilnih, ki se je ujel v to zanko, zato mu iskati takšne izgovore je neprimerno. Še posebej zaradi tega, ker je McLaren tisti bolid, ki se smatra za najhitrejši v tem delu sezone in seveda je Lando Norris oni, ki lovi Maxa Verstappena. Max Verstappen ni blestel, ampak dirko za veliko nagrado Azerbajdžana bo še zmeraj začel pred njim. In sedaj se lahko začnemo spraševati, kakšen smisel imajo moštveni ukazi pri McLarenu, če Lando Norris ni sposoben priti blizu Oskarja Piastrija. Mnogi ste bili kritični, ko sem dejal v predhodnih prispevkih, kako vidim, da ima Piastri večji potencial, večji talent. Sedaj vidimo malce bolje, kako so urejene zadeve, kdo je bolj konstanten in predvsem kdo je bolj hladnokrven. Če moje mnenje kaj velja, bi raje stavil na Piastrija kot na Norrisa. Govorim seveda za prihodnje sezone. A treba je povedati tudi še nekaj zanimivega. Sergio Perez je bil na kvalifikacijah boljši od Maxa Verstappena. In to zaradi tega, ker tu v Bakuju pride bolj do izraza nežen, gladek stil vožnje, bolj kot oni agresiven. Ampak mnogi navdušenci so že klicali menjavo drugega voznika pri Red Bullu, ker Perez ni dovolj dober. In Perez je imel težave, jih ima in verjetno jih tudi bo imel. A v vsakem primeru smo videli, da ni tako počasen, kot so si nekateri mislili. In tudi to je nekaj, kar ne smemo pozabiti. Ferrari na kvalifikacijah enkraten. Ampak tu moram pridodati nekaj, kar sem zapazil na prostih treningih, predvsem na drugem. Pri Ferrariju izgleda, da na zadku je bolid izjemno nervozen. Ampak o tem se bomo pogovarjali malce bolj podrobno v nadaljevanju. Ne smemo mimo dejstva, da pri tovarniški ekipi Mercedes zagotovo niso blesteli, ampak zopet v nadaljevanju bomo videli, da se morda v ozadju skriva tudi kakšna strateška odločitev. Treba je tu poudariti še najmanj 3 svetle točke. Prva, Williams, ki je z obema bolidoma prišel v tretji del kvalifikacij. In pustimo sedaj pri strani incident, ko so pozabili pri Albonu sneti tisto hladilno napravo. Drugič, Franco Colapinto, seveda z Williamsem, je prišel izjemno visoko in seveda konkurenčen Aleksandru Albonu.
To pomeni, da Argentinec še zdaleč ni počasen in je dostojna menjava za Logana Sargenta. A ne smemo niti prezreti dejstva, da je bil Oli Berman boljši od Nika Hülkenberga. Seveda, Oli Berman lani v Formuli 2 je bil najhitrejši na kvalifikacijah, najboljši na sprint dirki in seveda zmagovalec tudi one glavne. Govorili smo o tem. Ampak Formula 2 je Formula 2, Formula 1 je čisto druga zadeva. Sedaj, če malce povzamemo, kar se tiče same dirke za veliko nagrado, imamo enkraten štartni razpored. Namreč kombinacija Ferrarija, McLarena, Ferrarija zna biti eksplozivna tam spredaj. Vidimo lahko, da Red Bull nima več iste prednosti, ampak izgleda, da s tem, ko so naredili manjši korak nazaj, so dobili tisto konstantnost, tisto stabilnost, ki jo je predvsem pogrešal, naprimer Sergio Perez, kjer ne smemo mimo dejstva, da proga v Bakuju mu tudi nekoliko leži. Mercedes je seveda tam zdraven, ampak malček v ozadju čaka na svojo pravo priložnost in lepo presenečenje Williamsa. Dvomim, da na dirki bosta tako Albon kot Colapinto lahko izboljšala to izhodišče, ampak lepa priložnost za nove točke. Ne smemo pa mimo tega dejstva, da Lando Norris tako katastrofalnimi kvalifikacijami si po mojem skromnem videnju niti ne zasluži naslova svetovnega prvaka. Čeprav smo slišali, kako pravzaprav si želi postati, v resnici to ni vidno na samih njegovih dejanjih. Ne more napraviti toliko napak in še nekako upati, da mu bo na koncu uspelo. Max Verstappen je tudi tu, bodimo iskreni, nekako obdržal tisto prednost, lahko jo bo še povečal, videli bomo na sami dirki. Ampak dirka kot taka je tudi odvisna od ritma, ki ga bo lahko imel posameznik pri določeni ekipi. In če pogledamo tisti znani graf, ki ga objavlja uradna spletna stran Formule 1, bomo takoj ugotovili, da Red Bull in McLaren, kar se tiče ritma na dirki, sta približno izenačena, približno z 2 desetinkoma zaostanka na krog, pa sledita Ferrari in Mercedes. Če malce posplošimo, so vse 4 ekipe dokaj skupaj. Namreč vidimo lahko, da Ferrari je tam spredaj in tu v Bakuju pravzaprav je tudi štartni položaj lahko odločilen, čeprav imamo izjemno dolgo ravnino. Na izhodu iz 16. ovinka do zaviranja v prvega je približno 2 km in treba se je zavedati, da prehitevanje je po svoje tudi enostavno, če bolid deluje. Skozi tisti drugi sektor okrog mestnega obzidja je potrebno obdržati dokaj majhen zaostanek in to je verjetno ena izmed glavnih točk. A če smo govorili o samem ritmu, se ne sme pozabiti na nekaj, kar je po mojem skromnem videnju bistveno. Pri Mercedesu, za razliko od vseh ostalih, so preizkušali pneumatiko trdote hard. In če pogledamo tabele, bomo videli, da tisti stint na pneumatiki hard, ki smo ga videli na Mercedesu, naprimer Georgea Russella, je bil izjemno hiter, izjemno konstanten, skratka dober. Boljši od marsikaterega drugega konkurenta na pneumatiki medium. In to vidimo tudi na grafu, sicer ni za pričakovati kakšnih težav z degradacijo, ampak vseeno dober stint na drugem prostem treningu. Zato ne smemo pozabiti na to, da nas Mercedes kakšno strateško izbiro lahko tudi preseneti. A govoril sem v tistem prvem delu, da po mojem mnenju pri Ferrariju je bil zadek izjemno nervozen, kot da
kot na tistem zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju je bil toliko spuščen, da niso imeli pravega oprijema. In če pogledamo malce mikrosektorje, bomo videli, da v splošni konkurenci Ferrari ni izstopal, kar pa nam ne pove absolutno nič. A spomnimo se lahko, da je imel v petek Charles Leclerc težave. 11., 12. ovinek. In če se sedaj zazremo malce v samo telemetrijo, bomo videli, da prav tam 11., 12. ovinek je Charles Leclerc malce obotavljal stopalko za plin. Ne štejem mu tega v slabo, lahko je iskal tisto mejo, kajti Ferrari z nižjim kotom zadnjega aerodinamičnega stabilizatorja je lahko iskal visoko končno hitrost na ravnini, ampak v tistem tehničnem delu je to pomenilo hibo. Tudi primerjava Leclerc-Verstappen nam lepo pokaže nekaj zanimivega. Pravzaprav je bil Leclerc boljši od Verstappena v celotnem krogu, razen v tistih delih, kjer je rabil oprijem na zadnjem paru koles. A treba je iskati kompromis, treba je dobiti tisto srednjo pot in konec koncev vozniki morajo tudi kdaj pa kdaj malce prilagoditi stil vožnje. In upam, da obema Ferrarijema bo to uspelo. Ampak sedaj smo videli, da Ferrari je imel vsaj na prostih treningih nekaj singularnega na nastavitvah, Mercedes je imel nekaj singularnega v samem programu prostega treninga. Zato v tretjem delu lahko začnemo razmišljati, kakšne bi bile lahko možne strategije. In sam, kot običajno, imam 3 variante oziroma danes 3 variante in pol. Smatram, da tu v Bakuju bo še zmeraj najbolj učinkovita strategija z enim samim postankom začeti na pneumatiki medium, odpeljati približno 19 krogov in nato 32 na pneumatiki hard. Imamo tudi variacijo. Namreč začeti na pneumatiki hard, odpeljati 41 krogov in nato na pneumatiki soft približno 10 krogov. In seveda ta druga varianta bi lahko prišla v poštev pri tistih voznikih, ki so malce bolj v ozadju in bi svoje nasprotnike dobesedno prehiteli v tistem trenutku, ko bi se oni najprej ustavili v samih garažah. Ampak obstaja tudi varianta z 2 postankoma, kjer moram priznati, da nimam podatkov, kaj je določenemu vozniku ostalo na razpolago oziroma katere pneumatike so vrnili po tretjem prostem treningu. Ampak predpostavljam potem, da so na kvalifikacijah na začetku drugega dela rabili rabljene sete, da so pravzaprav pri večini ekip vrnili 2 seta pneumatike soft. In imamo varianto Mercedes ter varianto vsi ostali. Varianta Mercedes je tista, ki je po mojem videnju lahko tudi najhitrejša izmed obeh. Začeti na pneumatiki medium približno 12 krogov, nato 27 krogov na pneumatiki hard in ponovno 12 krogov na pneumatiki medium. Zadeva je dokaj podobna oni prvi varianti, le če pride do velike degradacije, se lahko med samo dirko zadevo menja. Ampak to velja samo za tovarniško ekipo Mercedes, edini z 2 kompletoma pneumatik medium na začetku sobotnega dne. Vsi ostali so imeli na razpolago 2 seta pneumatik hard. In seveda ne vem, če so pri eni ali drugi ekipi vrnili en medium oziroma en hard, ampak predpostavljam. Namreč vsi ostali bi lahko začeli na pneumatiki medium, nato nataknili po 12 krogih pneumatiko hard in imeli malce krajši del, malce krajši stint, približno 19 krogov in nato ponovno še 20 krogov na drugem setu. Seveda, tu bi lahko upoštevali tudi možnost, da pride do kakšne nevtralizacije z varnostnim avtomobilom ali kaj podobnega. Možno in izjemno verjetno v Bakuju, ampak strategija mora delovati brez tega.
Kot sem povedal, po mojem, vsaj na papirju je ona prva varianta najhitrejša. Videli bomo pa skupaj najprej, kaj bo napovedal Pirelli in seveda v komentarju tudi podrobno analizo, kaj so pokazale ekipe na progi. A menim, da smo dobili ogromno podatkov, ogromno iztočnic. Imamo Norrisa, ki je seveda izgubil zopet lepo priložnost, da bi se še približal Maxu Verstappenu. Imamo zanimiv Ferrari, zanimiv McLaren Piastrija in izgleda, da pri Red Bullu so vsaj razumeli, kje so težave. Imamo Mercedes, ki morda razmišlja malce drugačno od ostalih, torej enkratne iztočnice za prihajajočo dirko za veliko nagrado. Mi seveda v nedeljo se dvakrat vidimo v živo, pred in po dirki, kot običajno. Ampak danes za zadnji briefing bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.